Pozdravljeni! Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing, kjer si bomo pogledali vse tisto, kar je pomembno za spremljanje velike nagrade Savdske Arabije. Kot je že v naši navadi, bo tudi tokrat zadnji brifing razdeljen na 3 ločene dele. V prvem si bomo ogledali, kaj se je pravzaprav zgodilo na samih kvalifikacijah, v drugem bomo našo pozornost usmerili k ritmu posamezne ekipe, v tretjem, zadnjem, bom pa predstavil svoje osebno lastno videnje glede možnih strategij. A začnimo s samimi kvalifikacijami, kjer smo videli kar nekaj pozitivnih, ampak tudi negativnih presenečenj. In začenjamo z onimi negativnimi. Namreč marsikdo izmed nas je pričakoval Maxa Verstappena tam spredaj, a videli smo, da tudi njemu se lahko zgodi kakšna tehnična hiba. In seveda Red Bull RB19 je imel do sedaj že kar nekaj težav tam na zadku. Rad bi vas spomnil, da tako Perez kot Verstappen sta tu v Savdski Arabiji zamenjala menjalnika. In tokrat v drugem delu kvalifikacij smo videli, kako je polosovina izdala Maxa Verstappena. To pomeni, da veliko nagrado bo začel iz 15. mesta. Ampak, če smo pravzaprav iskreni, ritem njegovega Red Bulla je takšen, da mu bo lahko omogočal pridobitev mnogih mest. Ne bi bilo pretirano pričakovati, da ga bomo videli na zmagovalnem odru. A o tem, kje bo končal Max Verstappen, bo najprej treba počakati dirko. Druga negativna točka je ona, ki se dotika Charlesa Leclerca. Seveda, na kvalifikacijah je blestel, končal jih je kot drugi, a dobro vemo, da ima pribitek 10 kazenskih mest, torej dirko bo začel na 12. mestu, pravzaprav niti ne toliko oddaljen od Maxa Verstappena. In na to, če moram biti iskren, sem razočaran nad onim, kar je pokazal Lando Norris. Namreč že v prvem delu kvalifikacij je svojega McLarena nekako obdrgnil ob zaščitno ograjo, ob tisti betonski zid in seveda končal tam zadaj. Če je Norris eno izmed negativnih presenečenj, je eno izmed najbolj pozitivnih seveda Oscar Piastri. Z McLarenom, ki ni izmed najhitrejših bolidov, je prišel v tretji del kvalifikacij in tam je pokazal, da je celo hitrejši od marsikaterega bistveno bolj izkušenega kolega. In seveda ne smemo pozabiti na ono, kar je prikazal Aston Martin, seveda s Fernandom Alonsom, ki bo dirko začel iz prve štartne vrste, ampak ne smemo pozabiti tudi na Lensa Strolla. Ni na nivoju Fernanda Alonsa, je še zmeraj poškodovan, ampak je tam. Če smo govorili o dobrih kvalifikacijah za Charlesa Leclerca in seveda njegovi kazni, ne smemo mimo medlih kvalifikacij Carlosa Sainza mlajšega. Tudi on, po mojem osebnem videnju, je razočaran. Kar se tiče tovarniške ekipe Mercedes, bi lahko dejali, da George Russell je pokazal solidno formo, Lewis Hamilton se je pa dobesedno izgubil. Pričakoval bi ga, da ob tej priložnosti bi bil on tisti, ki bi se boril za drugo štartno vrsto. A videli smo, da v resnici je bil Russell bistveno bolj konkreten, morda bi celo lahko dejali hitrejši. Pri ostalih pa priznam, da nisem videl kakšnih presežkov, ne v pozitivno in tudi ne v negativno smer.
Naprimer, marsikdo bo dejal, da Logan Sargent je napravil izjemno slabe kvalifikacije, ampak z novinca v Williamsu je to pričakovano in čeprav bo začel iz zadnje štartne pozicije, v bistvu ne bo pravzaprav toliko oddaljen od Aleksandra Albona. Zato njegove kvalifikacije nekako pričakovane. In pri mnogih drugih bi lahko dobili tudi kakšno opasko, naprimer, da je bil Zhu pred Bottasom in Hülkenberg pred Magnusenom. A seveda gre za malenkosti, ki na sam vpliv dirke nimajo kakšnega velikega učinka. A poleg ostalega bi rad omenil še dokaj solidne kvalifikacije za ekipo Alpine. Oba bolida sta se prebila v zadnji del kvalifikacij, kjer ni bilo tako samo po sebi umevno. A seveda, videli smo malce razmerje sil, ki so ga pokazale kvalifikacije, a Red Bull tam spredaj, seveda s Perezom in vsi ostali v boju za njim. In če sedaj pogledamo malce projekcijo samega ritma, bomo videli podobno situacijo. Red Bull spredaj, nato vidimo skupino zasledovalcev, ki jo sestavlja Ferrari, Aston Martin in Mercedes, dokaj skupaj in nato še eno stopnico zadaj vse ostale. Tu seveda so razlike tako majhne, da pravzaprav je lahko vsakdo spredaj ali pa zadaj. Zato bi lahko dejali, da Max Verstappen tudi na veliki nagradi Saudske Arabije bo imel možnosti prebiti se naprej. Vprašanje je, ali mu bo uspelo ali ne. Namreč proga je ozka, izletnih con skoraj da ni in lahko se bo zgodilo marsikaj. Lepa priložnost za Pereza, da bo tokrat drugi najboljši štartni položaj na tej progi izkoristil in prišel do zmage. Seveda, borba bo za drugo in tretjo stopničko na zmagovalnem odru, kjer bi pa lahko dejali, da znova lahko preseneti Aston Martin. Seveda s Fernandom Alonsom, Lance Stroll bi znal zablesteti, ampak lepa priložnost za tovarniško ekipo Mercedes. Čeprav so daleč od onih tam spredaj, bi lahko tu zopet domov prinesli lep rezultat. Težave vidim naprimer pri Charlesu Leclercu, ki se bo naprej prebijal z večjo težavo, kot že prej omenjeni Max Verstappen. A sedaj se moramo ustaviti pri možnih strategijah. In tu, kot običajno izjavljam, da sam kakšnih projekcij, kakšnih člankov, ki bi jih naprimer pripravili pri Pirelliju ali komukoli drugem, nisem zasledil in nisem prebral. Gre za plod mojih predvidevanj in priznam, da so lahko popolnoma zgrešeni. In kot prvo varianto običajno ponudim ono najbolj običajno, najbolj preprosto, ki ponavadi lahko je tudi tista prava, ampak verjamem, da v tem primeru mogoče niti ne. Začeti na pneumatiki medium in nato približno po tretjini dirke preiti na pneumatiko hard. Težava je, da v prvem delu bi ta strategija vozniku ponudila premalo oprijema in na samem štartu bi lahko izgubil kar nekaj mest. A tu ne smemo pozabiti, da se lahko stinta tudi zamenjata med seboj, za one, ki so bolj zadaj, za one, ki so bolj počasni, bi ta strategija lahko pomenila neke vrste presenečenje. A menim, da druga varianta je bistveno bolj učinkovita. Začeti na pneumatiki soft. Seveda tisti prvi del dirke bi bil bistveno krajši, ampak na to seveda brez prevelike izgube mest pneumatiko hard in do konca. Tudi tu obratna strategija je možna, ampak ne vidim velikega smisla vztrajati seveda toliko na pneumatiki hard, da bi potem na koncu imeli tisto prednost najmehkejše pneumatike. A pojdimo še k tretji varianti, ki je varianta z dvema postankoma. Začeti na pneumatiki soft, odpeljati tam okrog 12 krogov
nato pneumatiko medium in seveda po približno 25 krogih ponovno pneumatiko soft. Vkolikor bi imele ekipe težave z degradacijo pneumatike soft, bi se tista dva stinta lahko skrajšala in v srednjem uporabila pneumatika hard, kar je nekako logično. Ampak vse je odvisno od tega, kako se obnašajo pneumatike na določenem bolidu. Sam verjamem, da tisti tam spredaj bi si lahko izbrali drugo varianto, ampak kot običajno v komentarju dirke bomo primerjali mojo napoved, ki si jo pripravljajo pri Pirelliju in tistim, kar nam bodo ekipe pokazale na sami progi. Kot seveda ste že sami razumeli, tudi tokrat smo prišli do konca našega zadnjega briefinga. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.